Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, v dvorano prihajata predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednica Zbornice zveze Monika Ažman. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo. Ne vrak, le sosed bo mejak. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli ter vabljeni k spremljanju slavnostne akademije Zbornice zdravstvene in babiške nege, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ob Mednarodnem dnevu babic 5. maju in Mednarodnem dnevu medicinskih sester 12. maju. Prisrčno vas pozdravljamo iz predsedniške palače. Našo slovesnost prijazno gosti spoštovani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je tudi častni pokrovitelj te slovesnosti in posebnih dogodkov v tem mednarodnem letu medicinskih sester in babic, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila za preteklo in tudi aktualno leto. Ta že desetletja tradicionalna slovesnost se bo letos zaradi epidemioloških razmer odvila povsem drugače. Za vse vas, izjemne povabljene goste, tukaj v predsedniški palači in za vse vas pred ekrani doma ali kjerkoli drugje. Ja, nenavadno leto je za nami, še zlasti za vami, spoštovane medicinske sestre, babice, tehniki zdravstvene nege, bolničarji, negovalci. Težki, izzivalni časi so, COVID je v trenutku spremenil naša življenja in jih močno zaznamoval. In v teh časih smo se še bolj kot sicer zavedli neizmerne dragocenosti vašega dela in poslanstva. Letošnji Mednarodni dan babic ima moto Upoštevajte podatke, vlagajte v babice. In po vsem svetu opozarja na to, kako pomembne ste babice v sleherni družbi. Sporočilo ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester pa je glas medicinskih sester, vizija za prihodnost zdravstva. In prav pomena tega se še kako zavedamo tudi doma. Letos mineva 102 leti od nastopa dela prve medicinske sestre na Slovenskem, Angele Buškin. Kako simbolno in pomenljivo je, da se je imenovala Angela, saj ste ve in vi, drage medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki, bolničarji, negovalci, zares angeli, sočutja, poguma, opore in vere. In k besedi zdaj z neizmerno velikim veseljem in spoštovanjem vabim predsednico Zbornice zveze, gospo Moniko Ažman. Predlagam, da še enkrat zaploskate. Spoštovani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, cenjene prejemnice najvišjih priznanj Zbornice zveze, dobitnica priznanja za življenjsko delo Angele Buškin, gospa Marina Velepič, spoštovane kolegice in kolegi. V izjemno čast mi je, da vas ob letošnji svečani akademiji lahko nagovorim v posebnem okolju predsedniške palače. Hvala, gospod predsednik, za izkazano spoštovanje,
letošnjim prejemnicam visokih priznanj Zbornice zveze in hkrati s tem vsem medicinskim sestram, babicam, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem, negovalcem za njihova nesebična prizadevanja v skrbi za paciente. Leto, ki je za nami, si bomo zapomnili vsi zaposleni v zdravstvu po vlaganju nadčloveških naporov v dobro celotne družbe. Zavedamo se, da je epidemija razgalila več, žal slabih, plati družbe. Ne le pri nas, pač pa tudi v svetu. Nespoštljiv in sebičen odnos do starejših in s tem še globlji prepad med generacijami, povečale so se stiske mladih, razkorak med razvitimi in nerazvitimi državami je vse večji, ravno tako med bogatimi in revnimi prebivalci, pojav nasilja v domačem in službenem okolju. Na nekatere že tako ranljive skupine pa so tako družba kot države preprosto pozabili. Z vse večjo sebičnostjo se srečujemo na vsakem koraku. Izkazalo se je, da smo ženske tiste, ki smo na svoja pleča prevzele večino bremen ali pa si jih dovolile naložiti. Tudi zaposlene medicinske sestre in babice smo v 90% ženske in kot zagovornice pacientovih pravic smo prevzele oziroma nam je bilo naloženo težko breme epidemije. Letošnje nagrajenke predstavljajo vso simboliko prej omenjenega. Delajo na infekcijskem področju, kjer se srečujejo s prestrašenimi covidnimi bolniki in njihovimi svojci. V primarnem zdravstvenem varstvu, kjer testirajo, cepijo, so torej v prvih bojnih vrstah. Vzgajajo in izobražujejo mlade rodove izvajalcev zdravstvene nege, delajo na promociji zdravja in babištva, na področju duševnega zdravja, kjer bomo posledice epidemije morali blažiti še leta. Če kdaj, potem smo prav v zadnjem obdobju medicinske sestre in babice dokazale, da je naša vloga v zdravstvenem sistemu ključna. Zato naj to, poleg pacientov, ki nas cenijo in nam izkazujejo veliko spoštovanje, ozavestijo še odločevalci. Nemudoma je treba sistemsko urediti ustrezne pogoje dela, zmanjšati obremenitve zaposlenih in poskrbeti za dostojno plačilo za odgovorno delo, ki ga opravljamo. Večkrat sem že poudarila, da smo kot poklicna skupina pripravljeni sodelovati, da zagotovo najbolje poznamo svoje področje, njegove pomanjkljivosti in priložnosti. Vlaganje v znanje medicinskih sester in babic, v napredno zdravstveno in babiško nego je naložba v varno in kakovostno zdravstveno obravnavo, ki jo bodo deležni prebivalci Republike Slovenije. Zato mora biti glas medicinskih sester in babic v politiki slišan. Poklica medicinske sestre in babice sta namreč poklica prihodnosti. Brez nas ne gre danes, brez nas ne bo šlo jutri. Ampak praznični dan mora biti namenjen veselju in nazdravljanju uspehov. Letos se tega še kako zavedamo. Zato vam, spoštovane nagrajenke, iskreno čestitam ob prejemu priznanj in se vam zahvaljujem za vaš prispevek v stroki zdravstvene nege in babištva. Vsem strokovnim kolegicam in kolegom ter drugim zdravstvenim delavcem in podpornim službam, ki delujete v zdravstvenem sistemu, se zahvaljujem za strokovno in požrtvovalno delo, za neizmerno predanost in vsakodnevno skrb, ki jo izkazujete pacientom. Hvala, ker ste, ker vztrajate tudi takrat, ko ni najlažje. Vam, spoštovani predsednik, predajam optimizem, ki nas, medicinske sestre in babice, nikoli ne zapusti. In tudi iskreno željo po podpori
in skupnih prizadevanjih za dobro medicinskih sester in babic. Če bo dobro nam, bo dobro tudi pacientom. Le tako bomo lahko z optimizmom zrli v prihodnost in se je veselili. Hvala. Najlepša hvala, spoštovana gospa predsednica Zbornice zveze, gospa Monika Ažman. Zdi se, da v vašem primeru ne gre za poklic, pač pa za klic, saj z ljubeznijo, predanostjo srca in uma odgovarjate na naše klice po pomoči, ko smo ljudje najbolj ranljivi in prestrašeni. Toliko srčnosti, strasti, vitalizma, motivacije, humanizma, volje, energije, želja, duše in občutljivosti je vseh vas, da se tega preprosto ne da opisati. 22. junija ste na Brdu pri Kranju medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji, negovalci in babice iz rok predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejeli priznanje jabolko navdiha junakom človečnosti in upanja. V obrazložitvi je med drugim pisalo: medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji, negovalci in babice ste nenadomestljiv del skupnosti. Ljudje vam zaupamo. Še posebej v času epidemije smo se zanesli na vas in na vašo človečnost, s katero nas nesebično hrabrite in navdihujete. Ste junaki človečnosti in upanja in dolgujemo vam veliko hvaležnost in posebno spoštovanje. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, zdaj pa z velikim veseljem in spoštovanjem k nagovoru vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovana gospa predsednica, nagrajenke, zbrani gospe in gospodje. Najprej ne rečem, da sem počaščen, ne samo vesel, gospa predsednica, da slovesnost ob podelitvi najimenitnejših priznanj poteka v predsedniški palači. Domišljam si, gospa predsednica, da je tudi to sad najinih osebnih srečevanj, tako takrat, ko sva se zelo dobro razumela, kot takrat, ko se morda tudi ne. Vendar poskušava po najboljših močeh, glede na pristojnosti, narediti kaj skupaj v dobro prizadevanj vaše zveze. Rad bi povedal, gospe, gospodje, da uživa vaša zbornica, vaša predsednica, posebno spoštovanje tukaj v predsedniški palači. Malo prej sem predsednici že povedal, kako je potekal pogovor med nami, ko se je zdelo, da bomo morali zaradi obveznosti v tujini, namreč po tej slovesnosti odhajam na obisk v tujino, morda sporočiti, da slovesnost odpade in sem rekel, kdo si pa upa Ažmanca poklicati in to sporočiti. No, takega junaka ni bilo in slovesnost danes mirno poteka. Že večkrat sem, spoštovana gospa predsednica, poudaril, da ste medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji, negovalci in babice temelj vsakega zdravstvenega sistema in ključni pri varovanju in ohranjanju zdravja. Malo prej je naša sjajna voditeljica omenila, kako sem se vas skušal oddolžiti za vaša zares izjemna prizadevanja v času epidemije COVID-19. V imenu države, ljudi, ki jih imam čast predstavljati, se vam še enkrat zahvaljujem za vse dobro, kar dajete in delate za našo družbo. Bili ste in ostajate junakinje in junaki. Obenem pa si seveda želim, to je rekla tudi gospa predsednica, da bi se hvaležnost izražena s simbolnimi dejanji, gestami, čimprej preusmerila tudi v stvarne ukrepe za izboljšanje sistema javnega zdravstva, k kateremu pozivate. Rad bi povedal, da v tem smislu ocenim pripravljenost, tudi politični pogum sedanjega zdravstvenega ministra. Pred časom sem mu predlagal, da na posvetih z državnim vrhom, z vodji poslanskih skupin in parlamentarnih strank, med ukrepe v soočanju z epidemijo, vendarle
predlaga tudi prve praktične strukturne ukrepe, ki bodo pomembni za to, da po krizi ne bomo priča novim težavam v javnem zdravstvenem sistemu, ki ostajajo še iz časa pred krizo, in je prisluhnil. In je tudi predlagal vrhu politike, da se prvič o tem pogovarjamo, pa je bilo, mislim, da zaradi osredotočanja na same ukrepe ob epidemiji za to premalo posluha, vendar se zdi, da imamo v ministru za zdravje enega zaveznika, ki je zelo dragocen in jaz si bom po svojih močeh prizadeval, da bi zdaj v nekem prehodu iz neposrednega ukrepanja zoper epidemijo COVID-19 počasi prišli v fazo, ko se bomo še dovolj zgodaj pogovarjali o praktičnih strukturnih ukrepih, ne o celoviti zdravstveni reformi, ampak o praktičnih strukturnih ukrepih, ki so nujno potrebni za to, da se nekatere težave, problemi strukturne narave izpred krize v javnem zdravstvenem sistemu, ki zadevajo tudi vas, gospa predsednica, in vaše članice in člane, ne bi še bolj razgalile in pokazale v bolj surovi obliki. Zdi se mi, da, kot je bilo večkrat rečeno, ljudje cenimo vašo srčnost in predanost. Kot je bilo rečeno v uvodu, ne gre samo za poklic, gre za klic, morda še več, gre za poslanstvo. Izražate nek pogum, javnosti dajete eno samozavest, ji vlivate vrednote solidarnosti, potrpežljivosti. To sem imel priložnost srečati in slišati v vseh mojih 13 srečanjih z štabi civilnih zaščit na ravni pokrajin po vsej Sloveniji. Kadarkoli je bilo srečanje in je bilo povezano z bolnico ali zdravstvenim domom, vedno so se direktorji posebej zahvaljevali vam in zares cenili vaše delo. In kot sva rekla oba, zdaj ne sme ostati pri simbolnih zahvalah, največ bomo naredili za vas, če bomo vpeljali tiste potrebne praktične strukturne spremembe, ki bodo ohranile vaš poklic tako dohodkovno kot s pogoji primeren sodobnemu času, 21. stoletju. Mislim, da ste lahko velikanski navdih za politiko na državni ravni. Zato vam seveda želim, da bi z vašo konstruktivno držo, gospa predsednica, v tem dialogu, tudi socialnem dialogu, če hočete, uspeli. Zelo sem počaščen kot predsednik republike, da danes, se vem, najbolj in predvsem zaradi razmer, danes gostim to predajo plaket tukaj v predsedniški palači. Upam, da nam bo to ostalo v lepem spominu. Nagrajenkam čestitam, hkrati pa vam želim prijeten dan tukaj pri nas. Hvala lepa. Najlepša hvala, spoštovani predsednik Republike Slovenije. Zdaj pa se prepustimo glasbi, ki zna še bolj kot besede nagovoriti naša srca, jih pobožati in opogumiti ter pritrditi, da je srčnost in iskrenost vselej najbolj prava pot. Ko sem se ob 90-letnici pogovarjala z žal pokojnim gospodom Mojmirjem Sepetom, je dejal, da je pesem Med iskrenimi ljudmi ena tistih, ko se je zgodila čarovnija in sta se združili prelepa melodija in besedilo. Čarovnije pa se ponavadi zgodijo takrat, ko ima vmes srce tudi ljubezen. Pisal jo je namreč za svojo ljubljeno Majdo Sepe. Danes jo bo za vse vas, drage slavljenke, zapela ob spremljavi Nejca Škofica, Nuška Drašček.
Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Najlepša hvala Nejcu Škoficu in Nuški Drašček. Zdaj pa sledijo še posebej slovesni trenutki, ko bomo skladno z epidemiološkimi zahtevami podelili žlahtna zlata priznanja. Lani jih žal nismo mogli podeliti, bomo pa letos toliko bolj glasno ploskali, mi tukaj v predsedniški palači, in prepričana sem, da tudi vsi vi za vašimi ekrani. Priznanje Zlati znak Zbornica Zveza podeljuje svojim članom za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene oziroma babiške nege, tako skupinam kot posameznikom. Letos bo najvišje priznanje Zbornice Zveze Zlati znak prejelo 10 najzaslužnejših za leto 2020 in 2021. Gospe in gospodje, Zlati znak Zbornice Zveze prejme Marija Adamič. Poklicna pot Marije Adamič je zelo bogata. Začela jo je v porodni sobi ginekološke klinike v Ljubljani, kjer je bila dolga leta mentorica številnim študentom babištva in na novo zaposlenim. Spoznanja stroke babiške nege in svoja spoznanja je med praktičnim poukom prenašala drugim študentom in mladim zdravnikom specializantom. Po zaposlitvi v zdravstvenem domu in ob delu z ginekološkimi pacientkami, nosečnicami in mladostnicami je več let predavala tudi v šoli za starše.
Njene kolegice in kolegi pravijo, da je izjemna sodelavka, ki jih zna povezati in predvsem zagovarjati razvoj ožjega strokovnega področja. Marija Adamič zagovarja stališče, da so strokovno znanje in praktične veščine osnova za strokovnost v babiški negi in babištvu. 4 mandate je bila vključena v izvršilni odbor sekcije medicinskih sester in babic, kjer je svojim strokovnim znanjem in širino pripomogla k umestitvi babic na primarni nivo zdravstvenega varstva. Prav zato je bila tudi aktivno vključena v oblikovanje dokumenta poklicne aktivnosti in kompetence izvajalcev v dejavnosti babištva. Gospa Marija, oziroma Marjana, kot jo kličejo, je svojim izjemnim prispevkom omogočila prepoznavnost babic in babištva v slovenskem prostoru, zato ji pripenjamo zlati znak Zbornice zveze. Naš naslednji poklon in aplavz je namenjen prejemnici zlatega znaka Zbornice zveze Tatjani Bočaj. Tatjana Bočaj je diplomirana medicinska sestra, ki se je na svoji poklicni poti predala zdravstveno-vzgojnemu poslanstvu in promociji zdravja otrok in mladostnikov. Svojega vzgojno-izobraževalnega dela ne dojema le kot poklic, ampak kot poslanstvo. Njena izvirnost in kreativnost sta botrovali nastanku velikega števila izobraževalnih zloženk, plakatov in drugih didaktičnih pripomočkov za otroke, mladostnike in njihove starše. Je tudi avtorica zanimivih in koristnih izobraževalnih gradiv. 5 Mirkovih pravil za zdravje, pa priprava na prvo cepljenje brez prisotnosti staršev, slikanica Rak je tudi tak, ki ga ne mara noben junak. V diplomi pa se je lotila raziskave o zaveščenosti o AIDS-u med koprskimi devetošolci in še mnogo drugega je ustvarila. 15 let je bila v zdravstvenem domu Koper edina izvajalka zdravstvene vzgoje otrok in mladostnikov koprskega območja, v dispanzerju za diabetike pa je vodila program zdravstvene vzgoje za diabetike. Zaradi njenega neprecenljivega vzgojno-izobraževalnega dela jo spoštuje ožja in širša strokovna in lokalna javnost. Aktivna je v Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, v sekciji medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, Obalnem društvu za boj proti raku, Rdečemu križu in še kje. Za prispevek k razvoju stroke, človeški pristop in nesebično pomoč v človekoljubnih organizacijah je bila že večkrat nagrajena, tudi z društvenim priznanjem, srebrnim znakom, danes pa ji ponosno pripenjamo še zlati znak, najvišje priznanje Zbornice zveze. Naša naslednja zlata nagrajenka je Vida Bračko. Vse od 90-ih let prejšnjega stoletja je Vida Bračko zapisana urgentnemu kirurškemu bloku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Veliko let kot odgovorna nadzorna medicinska sestra. Ves čas se posveča razvoju področja zdravstvene nege urgentnih pacientov. Njena najmočnejša strokovna področja so urgentna obravnava kirurških pacientov in triaža po manchesterskem triažnem sistemu. Bila je ena prvih, ki je sodelovala in pomagala pri vpeljavi tega triažnega sistema v slovenski prostor. Njen prispevek pri razvoju in uveljavljanju triaže v delu urgentnih centrov je zato neprecenljiv. Je inštruktorica manchesterske triaže. Zaradi obširnega strokovnega znanja je vabljena predavateljica mnogih strokovnih srečanj. V sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci sodeluje od njenega nastanka. Bila je članica izvršnega odbora, podpredsednica in kar 8 let tudi predsednica te strokovne sekcije.
Sodeluje z mednarodnimi strokovnimi združenji in skrbi za izmenjavo izkušenj ter znanj. Je članica upravnega odbora Evropskega združenja urgentnih medicinskih sester in članica mednarodne referenčne skupine Manchesterske triaže. Vida Bračko s svojim znanjem in predanostjo ožjemu strokovnemu področju pomembno prispeva k varnejši ter kakovostnejši obravnavi urgentnih pacientov. Zato ji z velikim veseljem in spoštovanjem podeljujemo zlati znak Zbornice zveze. Spoštovani in spoštovane, zlati znak Zbornice zveze prejme Barbara Bukovnik. Barbara Bukovnik je svojo poklicno pot pričela v Univerzitetni kliniki Golnik, takrat še v bolnišnici za pljučne bolezni in alergologijo. Delovne izkušnje si je pridobivala na internem in pulmološkem oddelku ter v specialistični kardiološki ambulanti. Med letoma 2008 in 2011 je bila strokovna vodja na oddelku za neinvazivno mehansko ventilacijo. Leta 2011 je zapustila bolnišnično okolje in se zaposlila v zdravstvenem domu Kranj v ambulanti družinske medicine kot diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji. Je vodja tima diplomiranih medicinskih sester v ambulantah družinske medicine. Barbara Bukovnik je bila prva diplomirana medicinska sestra v zdravstvenem domu Kranj na področju dela v tako imenovanih referenčnih ambulantah. Orala je ledino in se pri tem izkazala kot odlična strokovnjakinja za področje dela s pacienti s kroničnimi nenalezljivimi obolenji. Svojim širokim strokovnim in organizacijskim znanjem je pomembno prispevala tudi pri ukrepih k uspešnejšemu boju z novo boleznijo. Lanskega meseca marca je prevzela organizacijo sprejemnih triažnih mest v zdravstvenem domu Kranj. Jeseni še organizacijo COVID ambulante za odrasle, od februarja letos pa vodi enega največjih cepilnih centrov v državi. Ob vsem svojem delu sodeluje v projektih NIJZ, Ministrstva za zdravje in na strokovnih posvetih o nacionalni strategiji razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji do leta 2025. Pri Zbornici zvezi je predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini. Za vse njeno dosedanje delo ji Zbornica zveza podeljuje zlati znak. In zdaj predlagam zlati aplavz za zlato nagrajenko, docentko doktorico Radojko Kobentar. Iskreno vam čestitamo in se veselimo z vami. Po 42 letih dela v zdravstvu docentka doktorica Radojka Kobentar danes ni več aktivna medicinska sestra v kliničnem okolju, a to ne pomeni, da se še naprej ne posveča strokovnemu področju, ki mu je namenila zadnjih 30 let profesionalne poti. Delu na področju duševnega zdravja oziroma gerontopsihiatrije. Na psihiatrični kliniki v Ljubljani, kjer je bila zaposlena, je poklicno delovala na oddelku gerontopsihiatrije, kjer se je zavzemala za strokovno in kakovostno zdravstveno obravnavo pacientk z najtežjimi motnjami v duševnem razvoju. Zavzeto in z veliko mero empatije je Radojka Kobentar uvajala najnovejše pristope pri zdravstveni negi starostnikov, vodila socioterapevtske skupine, vključevala svojce in bližnje v terapevtsko oskrbo ter se zavzemala za enakovredno obravnavo z zagotavljanjem pravic starostnikov. Procesna metoda dela v zdravstveni negi, ki so jo takrat uvajali v klinično prakso, je v polni meri zaživela ravno na enoti za gerontopsihiatrijo. Na psihiatrični kliniki je oblikovala vsebinski program funkcionalnega izobraževanja iz psihiatrične zdravstvene nege. Lahko bi rekli, da je tudi po njeni zaslugi klinika postala inkubator znanja, novih pristopov in promotor kakovostne zdravstvene nege.
Številnim dijakom in študentom je bila učiteljica, mentorica in svetovalka z napotki, kako delati in se zavedati svojega poslanstva. Še danes se z veseljem odzove povabilu različnih tudi socialno-varstvenih zavodov in za zaposlene pripravi predavanja o demenci. Zapisana je Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, kjer sodeluje pri oblikovanju vsebin za področje izobraževanja in raziskovanja. Pri tem udejanja svoje bogato pedagoško in strokovno znanje kot predavateljica, raziskovalka, recenzentka mnogih strokovnih del. Za njen prispevek humanizaciji in detabuizaciji področja duševnega zdravja in razvoju zdravstvene nege na področju duševnega zdravja Zbornica Zveza, docentki doktorici Radojki Kobentar, podeljuje zlati znak. Preden bomo podelili še 5 priznanj zlati znak Zbornice Zveze, pa nas bo Nuška Drašček ob spremljavi pianista Nejca Škofica zopet pobožala z glasbo. Pravijo, da v očeh dobrih ljudi za vselej ostane iskra mladosti. In tudi v popevki, ki jo bomo slišali, to potrjujejo. Mlade oči so svetle luči in v njih plameni lepota pomladi. Mlade oči vidijo svet, ki ga ni, kjer zvezde na nebu ljubezni žarijo le za mlade oči. Ko me pogledaš v oči, v ognju neskončnem telo zažari. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra. Mladih očeh veselje in smeh porajata vedre sončne dni. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobrim ljudem in mladim očem verjela bi vse, zares prav vse. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra. V mladih očeh veselje in smeh porajata vedre sončne dni. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobrim ljudem in mladim očem verjela bi vse, zares prav vse. Hvala. Zdaj pa bomo podelili še 5 priznanj Zbornice Zveze za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene in babiške nege za leto 2020 in 2021 in se tako poklonili vam, ki navdihujete in navdušujete, vam, ki ste s svojim življenjem in delom zgled predanosti, odgovornosti, ponosa in zanosa. Vam, ki puščate neizmerno dragocene in pomembne sledi. Spoštovani in spoštovane, prejemnica zlatega znaka Zbornice Zveze je Zlatka
Lebar. Zlatka Lebar se je v drugi polovici 80. let zaposlila v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Najprej na interni in nato na ginekološki kliniki vse do leta 2092, nato pa se je vrnila nazaj v rodno Prekmurje in se zaposlila na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota kot učiteljica strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka. Želja po dodatnem znanju jo je pripeljala na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer se je odločila za program pedagogike smer andragogika. Poklicne izkušnje in strokovno znanje so jo vodili na mesto ravnateljice Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, kar je njeno profesionalno področje še danes. Zlatka Lebar aktivno sodeluje v strokovni sekciji medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju in v regijskem strokovnem društvu Pomurja. Z mladimi se vključuje v različne oblike prostovoljnega dela v domovih za starejše, z invalidi in ranljivimi skupinami. Je tudi dobitnica srebrnega znaka najvišjega priznanja regijskega strokovnega društva. Je medicinska sestra in pedagoginja, ki se s svojim zgledom in vzorom ter veliko mero odgovornosti predaja delu z dijaki in študenti. Svojim strokovnim znanjem in etično držo predstavlja pot, ki vodi k cilju. Strokovni in empatični izvajalci zdravstvene nege in oskrbe, zadovoljni in zdravi posamezniki in družba. Zlatki Lebar za njen doprinos Zbornica zveze podeljuje zlati znak. Če mi je dovoljeno malce iskrivosti, zdaj ste dvakrat zlatka. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, zlati znak Zbornice zveze prejme Jolanda Munih. Ob pogledu na prehojeno pot Jolande Munih, v kateri se kažejo trdo delo, visoka strokovnost, širina, etično-moralna drža, čut do človeka ter predanost stroki zdravstvene nege, ki jo je pokazala pred epidemijo, še toliko bolj pa v času epidemije COVID-19, ne čudi, da je med dobitniki najvišjega priznanja Zbornice zveze. Jolanda Munih dela na področju infektologije dobrih 30 let in je s svojim strokovnim delom in predanostjo učinkovito pripomogla k preprečevanju in obvladanju z zdravstvom povezanih okužb. Od leta 2012 je glavna medicinska sestra na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljanskega kliničnega centra in ravno njena klinika se je prva srečala z obolelimi za COVID-19. Zaradi vseh neznank ob tej bolezni in naraščanjem okuženih je bilo delo na kliniki treba organizirati drugače, poskrbeti za sodelavce, ki so se znašli v stiski, izvajati do sedaj še povsem nepoznane ukrepe in še in še. Na začetku je primanjkovalo osebne varovalne opreme, kmalu še osebja, toda bolni niso mogli čakati. Delo je bilo treba organizirati tako, da se je vse skupaj nemoteno pomikalo naprej. In ravno tu je bila vloga Jolande Munih izjemna. Že pred razglasitvijo epidemije je bila v krizni skupini za COVID-19 in kot glavna medicinska sestra infekcijske klinike sodelovala pri vseh projektih tako na kliniki kot v okviru celotnega UKC Ljubljana. V več kot 30-letni poklicni poti, zavezani zdravstveni negi infekcijskih bolnikov, je pustila velik pečat. 2 mandata je bila tudi predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju. Še danes s sekcijo tesno sodeluje pri organizaciji strokovnih srečanj, izobraževanj in ureja strokovne zbornike. Jolandi Munih, Zbornica zveza, podeljuje najvišje priznanje zlati znak in se ji lepo zahvaljuje. Naša naslednja zlata nagrajenka je Nataša Piletič.
Nataša Piletič je medicinska sestra že več kot 30 let. Od leta 2006 je zaposlena v Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer že leta uspešno vodi oddelek centralne sterilizacije, ki je pod njenim vodstvom postal primer odlično organiziranega oddelka, delujočega po najvišjih strokovnih standardih. Nataša Piletič se na svojem strokovnem področju nenehno izobražuje, nova znanja in izboljšave pa še vroča vključuje v vsakodnevno prakso, saj se zaveda, da je sterilizacija srce bolnišnice, kjer mora vse potekati po visokih standardih kakovosti in varnosti. Le tako bodo varni in strokovno oskrbljeni tudi pacienti. Zaveda se, kako dragocen je prenos znanja na mlajše rodove medicinskih sester in je uspešna in cenjena mentorica dijakom in študentom. Komunikativnost, sposobnost delati z ljudmi, korekten odnos in empatija so osebnostne lastnosti Nataše Piletič, ki bistveno prispevajo k dobrim odnosom v kolektivu. Odlikujejo izredna sposobnost timskega sodelovanja. Zna motivirati in pritegniti sodelavce k novim projektom. Pri sodelavcih skuša odkriti njihova močna področja in jih vzpodbuja pri razvoju njihovih sposobnosti. Ob svojem odgovornem delu deluje še v organih Zbornice zveze, kjer je predsednica strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji, je koordinatorica vseh strokovnih sekcij, članica komisije za specialna znanja in članica upravnega odbora Zbornice zveze. Vključuje se tudi v delovanje regijskega strokovnega društva Novo mesto. Je članica razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno in babiško nego Slovenije pri Ministrstvu za zdravje. Za njen prispevek se ji Zbornica zveza zahvaljuje in ji podeljuje zlati znak. Naš naslednji zlati aplavz pa je namenjen docentki doktorici Saneli Pivač. Docentka doktorica Sanela Pivač je poklicno pot pred 20 leti začela v enoti intenzivne internistične medicine in nadaljevala v urgentni ambulanti Splošne bolnišnice Jesenice kot diplomirana medicinska sestra. Leta 2013 jo je pot pripeljala na fakulteto Angele Buškin na Jesenicah, kjer je bila najprej predstojnica katedre za zdravstveno nego, nato prodekanja za zdravstveno nego. Do leta 2020 je upravljala funkcijo vršilke dolžnosti dekanje, nato je bila prodekanja za izobraževanje in v zadnjem obdobju ponovno vršilka dolžnosti dekanje omenjene fakultete. Leta 2020 je doktorirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer javno zdravje. Docentka doktorica Sanela Pivač svoje uspešno poklicno delo izkazuje z vodenjem študijskih programov, pri vodenju različnih razvojnih projektov z področja zdravstvene nege, promocije zdravja in javnega zdravja. Najbolj odmevni razvojni projekti so bili: Pomagajmo rešiti življenje, vsakdo lahko reši življenje, pomagaj tudi ti. The Intersect of Culture in the Understanding and Development of Person-Centered Nurses in Tobacco Control in Otroci se učijo pomagati. Leta 2020 je bila pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport imenovana v delovno skupino za področje kliničnega usposabljanja v okviru študijskih programov z področja zdravstvene nege, babištva, farmacije, medicine in dentalne medicine. V zadnjem sestavu najvišjega posvetovalnega organa, ministra za zdravje, zdravstvenega sveta, je njegova članica. Vsi, ki poznajo docentko doktorico Sanelo Pivač, vedo, da ima visoke moralno-etične standarde. Zato jo cenijo tako študenti, ki izkazujejo veliko podporo, kot tudi njeni sodelavci. Docentki doktorici Saneli Pivač se podeljuje zlati znak Zbornice zveze. Veselijo se njenega nadaljnjega dela in uspehov. In na koncu, vendar nikakor ne nazadnje, bomo podelili zlati znak Vesni Svilenković. Iskrene čestitke in zahvala tudi vam.
Zanimiva ter bogata poklicna pot je Vesno Svilenković pripeljala v novo ustanovljeni tim kliničnega oddelka za anestezijo, kliničnega oddelka za anestezijo in terapijo operativnih strok v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je ustanovila službo za lajšanje akutne pooperativne bolečine. Zgodaj je ugotovila, da je za učinkovito lajšanje bolečine potrebno veliko znanja. Tako je Vesna Svilenković leta 2005 začela pripravljati program za strokovno izobraževanje zdravstvenih delavcev z naslovom Lajšanje akutne pooperativne bolečine. Skupaj s sodelavkami v okviru kliničnega oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok vse od leta 2009 dalje izvaja redna strokovna izobraževanja, ki se jih je do sedaj udeležilo že več kot 1000 udeležencev. Njena vizija je jasno začrtana, svoje znanje in delovanje usmerjeni v lajšanje bolečine pri pacientu. K temu spodbuja tudi sodelavce. Želi, da bi vsi skupaj sledili viziji kakovostne obravnave pacientov in k izboljšavam na tem področju. Svoje znanje predano, s polno entuziazma deli tudi v strokovni sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo. Je vodja delovne skupine za bolečino. Pod njenim vodstvom je skupina pripravila 4 nacionalne protokole, ki so bili potrjeni na širšem strokovnem kolegiju za zdravstveno nego. Vključuje se tudi v raziskovalno delo in izsledke raziskav uporablja pri novih praksah. Zbornica Zveza se gospe Vesni Svilenković zahvaljuje za njen prispevek, zlasti na področju lajšanja bolečine in ji podeljuje priznanje Zlati znak. Spoštovani in spoštovane, prav vse nagrajenke so se zahvalile za priznanje Zlati znak. Vsaka po svoje, srčno, iskreno, veselo. Skupni imenovalec vseh zahval nagrajenk pa je ponos, da so prejele to prestižno priznanje in iskrena hvala njihovim domačim in seveda tudi sodelavcem. In vsem nagrajenkam v čast in nam v veselje bo zdaj zopet zapela Nuška Drašček. Medtem ko prihaja na prizorišče, pa se mi lahko spomnimo besed Rachel Naomi Remer, ki je opisovala v knjigi Blagoslovi starega očeta svoja srečevanja s hudo bolnimi. In v tej knjigi se spominja tudi legende o Lamet Vavnikih. Lamet Vav je namreč hebrejska beseda za 36. In v eni izmed zgodb pravi, da bo svet obstal, dokler bo v vsaki generaciji najmanj 36 ljudi, sposobnih dobrote, sočutja, odziva na trpljenje, ki je pač del človeške usode. In vem, da je danes pred ekrani in tukaj v dvorani mnogo takih, zaradi katerih bo, sodeč po tej legendi, svet še dolgo obstajal in se vrtel. Zdaj bomo slišali čudovito slovensko popevko z naslovom Lastovka in v njej eno najlepših sporočil, morda zato izbrala ravno je srce, ker tam je toplo, zato ker smo ljudje. Lutnja je ubita, ugasnil je čas. Ogenj je izgubil svoj jarki obraz. Strmo, uporno gre trpki mir, v srca se useda, neba ni nikjer. Takrat zaihtiš za 1000 ljudi. Takrat zaihtiš in to še nisi ti. Vate pride drobna ptica in ona bridko žalost vabi ti na lica.
Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noter vate, jokat lastovka. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noter vate, jokat lastovka. Spominjanje je trudno, današnji dan boleč. Mislit, kaj še pride, je več kot odveč. Tesnoba je povsod, kjerkoli vase vdreš, in najbrž si nikoli do kraja ne prispeš. In ihtiš za tisoče ljudi. Ihtiš in to si tudi ti. Vate prišla je drobna ptica in ona sladko žalost zvabi ti na lica. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noter vate, jokat lastovka. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noter vate, jokat lastovka. Morda zato izbrala ravno je srce, ker tam je toplo, zato ker smo ljudje. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noter vate, jokat lastovka. Najlepša hvala, Nuški Drašček. Spoštovani in spoštovane, zdaj pa sledi vrhunec naše slovesnosti, podelitev najpomembnejšega in najprestižnejšega priznanja Angele Boškin za življenjsko delo. Ker je vaš poklic več kot delo, ker je klic, poslanstvo in način življenja, se vaš delovnik nikoli zares ne konča. Zato nagrada za življenjsko delo nikakor ne predstavlja konca, temveč je to nagrada za doseženo, ki se zdi, da je večje od enega samega življenja. Priznanje bosta podelila predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednica Zbornice zveze Monika Ažman. Spoštovani in spoštovane, priznanje Angele Boškin za življenjsko delo prejme Marina Velepič. Prisluhnimo obrazložitvi. Ime Marine Velepič je v slovenski zdravstveni negi često omenjano v povezavi s poklicno etiko, kodeksi etike, zdravstveno nego onkološkega pacienta, z menedžmentom v zdravstveni negi in tudi z nazivom prve direktorice zdravstvene nege, kar je v zgodovini slovenske zdravstvene nege uspelo le 3 medicinskim sestram. Njena karierna pot se je po maturi in diplomi na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani začela leta 1968 na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kjer je prepotovala praktično vsa področja dela.
Leta 1984 je bila izbrana za glavno medicinsko sestro Onkološkega inštituta Ljubljana. Leta 1994 pa je z novim statutom postala prva direktorica zdravstvene nege v Sloveniji. Vzpostavila je mednarodne povezave z Evropskim združenjem medicinskih sester v onkologiji, bila je dolgoletna članica posvetovalnega odbora združenja in nacionalna svetovalka pri reviji European Oncology Nurses Today. Sodelovala je z zdravstvenimi šolami in bila predavateljica onkološke zdravstvene nege. Strokovno se je izpopolnjevala v Royal Marsden Hospital v Londonu, v Norwegian Radium Hospitalitet v Oslu in na Univerzi Sari v Guildfordu, kjer je pridobivala znanja z področja etike v zdravstveni negi, s katero se poglobljeno ukvarja tudi po upokojitvi. Pod njenim vodstvom so na Onkološkem inštitutu Ljubljana nastajala prva pisna navodila medicinskih sester za paciente in njihove svojce, prva negovalna dokumentacija in standardi onkološke zdravstvene nege. Podpirala je razvoj ožjih strokovnih področij, uvedbo procesa zdravstvene nege, enterostomalne terapije, terapije bolečine, prehrane in celotne rehabilitacije onkoloških bolnikov. Je avtorica vrste strokovnih člankov, prevajalka, avtorica, urednica in recenzentka strokovnih publikacij. Je pobudnica ustanovitve sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici Zvezi. Marina Velepič se po upokojitvi intenzivno posveča področju poklicne etike, ki je po zaslugi Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana po nacionalni raziskavi etike v zdravstveni negi postalo eno temeljnih izobraževanj medicinskih sester in babic, delujočih v praksi in tudi osnova obveznih vsebin za vzdrževanje licence. Tesno je povezana z izdajami in prenovami poklicnih kodeksov, tako za izvajalce zdravstvene nege in oskrbe, kakor tudi v babištvu. Na nacionalnem nivoju je bila nagrajenka od vključitve v Zvezo društev medicinskih sester Slovenije aktivno vpeta v njeno dogajanje. Bila je članica izvršilnega odbora, predsednica sekcije medicinskih sester v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, predsednica komisije za raziskovalno delo na področju zdravstvene nege, predsednica nadzornega odbora, 7 let članica uredniškega odbora Obzornika zdravstvene nege, članica in dolgoletna predsednica častnega razsodišča 1. stopnje, v častnem razsodišču 2. stopnje deluje že 2. mandat. Je dobitnica priznanja Društva onkoloških bolnikov Slovenije ob 15-letnici organizirane pomoči ženskam z rakom dojke Pot k okrevanju. Prejemnica srebrne plakete Zveze slovenskih društev za boj proti raku, dobitnica zlatega znaka Zbornice Zveze, je tudi dobitnica srebrnega znaka Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. S predanim delom, pripadnostjo stroki, poklicni etiki, z izražanjem lastnih prepričanj, ki jih zna zagovarjati, je mnogim zgled. Prav tako zna zagovarjati vrednote in moralna pravila, ki jih prepozna kot pomembna za dobrobit človeka, pacienta, stroke, širše skupnosti. Enako suvereno je glas stroke zastopala v parlamentu in pri drugih pomembnih odločevalcih. Njena velika ljubezen je glasba. Glasba ji je nedvomno pomagala prebroditi marsikatero težavo ali izziv, ki jih na njeni strokovni in življenjski poti ni manjkalo. Spoštljivim, odločnim pristopom zna reči bobu bob, ne štedi niti s pohvalo, niti s konstruktivno kritiko. Tudi tega se lahko generacije, tudi mlajše, učijo od nje. Spoštovana Marina Velepič prejme priznanje za življenjsko delo Angele Boškin na področju zdravstvene nege, ki ga z velikim spoštovanjem podeljuje Zbornica Zveza. In zdaj vas, spoštovana prejemnica priznanja za življenjsko delo, z veseljem vabimo k besedi. Izvolite. Spoštovani predsednik Republike, gospod Borut Pahor, predsednica Zbornice za zdravstveno babiško nego, gospa Monika Altman,
kolegice in kolegi, ki ste prisotni danes tukaj in vsi, ki nas spremljate preko ekranov. Dovolite, da se vam zahvalim za izkazano čast. To najvišje priznanje v slovenski zdravstveni negi je dosegljivo le redkim. Zato sem še toliko bolj ponosna, da se danes pridružujem 10 slovenskim medicinskim sestram, ki so pomembno prispevale k razvoju slovenske zdravstvene nege v preteklosti in ustvarile trdne temelje za razvoj stroke, brez katere učinkovitega zdravstvenega varstva preprosto ni bilo, ga ni in ga ne bo. Onkološki zdravstveni negi sem posvetila celotno obdobje svojega strokovnega delovanja v aktivni dobi in ni mi žal. Ob sebi sem imela kolegice in kolege, ki so z menoj vred uspešno razvijali to področje. Po dolgih letih prizadevanj smo slovenske medicinske sestre vendarle dosegle možnost fakultetnega izobraževanja v zdravstveni negi. Ponosna sem na kolegice in kolege z magisteriji, doktorati in najvišjimi akademskimi nazivi, ki danes predavajo na zdravstvenih fakultetah, visokih in srednjih zdravstvenih šolah, enakovredno predavateljem z področja medicine in tudi drugim strokovnjakom. Zahvala pa tistim, ki kljub visokim stroškom za lastno izobraževanje in slabi perspektivi ostajate na svojih delovnih mestih in izvajate in razvijate zdravstveno nego. Regijska strokovna društva, strokovne sekcije, pa tudi zbornica, so bili v preteklosti in so tudi danes tisti, ki svojim članom nudijo najbolj aktualna znanja, potrebna za kakovostno delo v praksi. Bravo, tudi v času epidemije. Ne morem pa mimo tega, da je strokovnega izobraževanja deležno vedno manj zdravstvenih tehnikov. Da ne govorim o obisku seminarjev poklicne etike, kjer jih že nekaj let več skoraj ne vidimo. Med mnogimi pomembnimi dokumenti, ki jih je pripravila stroka zdravstvene nege v letih svojega razvoja v samostojni Sloveniji, je potrebno omeniti prvi slovenski kodeks etike v zdravstveni negi, sprejet leta 1994. Zadnja dopolnitev iz leta 2014 razširja obvezo spoštovanja etičnih načel tudi na bolničarje negovalce, ki danes predstavljajo večino negovalnega kadra v domovih za starejše občane. Na njim namenjenih izobraževanjih z področja etike jih ni. Opozorila bi na slabšanje medosebnih odnosov v negovalnih in zdravstvenih timih. Zavedati se je potrebno, da sta prav spoštovanje dela sodelavcev in odgovornost v okviru strokovnih kompetenc prav vsakega posameznika v zdravstvenem timu ključna dejavnika za uspeh zdravljenja. Ta trenutek, ko poteka borba z virusom COVID-19, je temu priča celotna naša družba. Želim, da bi izrazi podpore in hvaležnosti medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in bolničarjem negovalcem, ki so v prvih vrstah bojujejo za življenja obolelih za COVID-19, vplivali na čim prejšnji sprejem normativov in standardov zdravstvene nege ter pravičnejše vrednotenje poklicev v zdravstveni negi. Pomanjkanje negovalnega osebja bo brez korenitih in hitrih sprememb vedno bolj neobvladljivo. Poleg tega smo zaenkrat le v nekaterih zdravstvenih institucijah priča nižanju nivoja vodenja v zdravstveni negi. Dejstvo je, da je prav zaradi izrednih razmer v epidemiji COVID-19 tudi v naši družbi dozorel čas za prenehanje ignoriranja zaposlenih v zdravstveni in babiški negi. Izobrazba, poklicne kompetence, licence za delo regulirane na nacionalni in evropski ravni terjajo končno tudi priznanje poklica kot neodvisne profesije. Kolegice in kolegi, tisti, ki nas spremljate preko ekranov in ki ste začeli ali pa začenjate šele pot v zdravstveni negi, prosim vas, da zahtevate razvoj zdravstvene nege tudi v prihodnje.
Ob množici problemov, s katerimi se spopadate, pa ne pozabite na tiste, ki verjamejo v vas, potrebujejo kakovostno zdravstveno nego in človeško toplino. Prav zaradi njih vztrajajte in ne dopustite, da tega ne bodo deležni. Hvala. Zares iskrene čestitke in hvala za vse. Spoštovani in spoštovane, slišali smo, da ima prejemnica priznanja za življenjsko delo zelo rada glasbo, zato bomo z njo tudi zaključili. In če v življenju narediš toliko dragocenega, pomembnega in dobrega, kot spoštovana gospa Marina Velepič, potem lahko vsak dan rečeš tako, kot je nekoč zapela Edith Piaf, danes pa bo Nuška Drašček, ničesar ne obžalujem. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien commence avec toi. Še enkrat iskrene čestitke vsem vam, spoštovane nagrajenke, in prisrčen pozdrav vsem vam pred malimi in velikimi zasloni. Četudi vsak na različnem koncu smo bili skupaj povezani z dobrimi željami. Poslavljamo se z upanjem, da se prihodnjo leto spet srečamo v živo, brez COVID tegob in omejitev. Za vzpodbudo in v zahvalo za vse, kar delate za nas, spoštovane nagrajenke in spoštovane vsi pred zasloni, pa pesem Toneta Pavčka, za katero se zdi, da bi jo lahko napisali tudi vi. Živeti zmeraj do kraja, preživeti, začeti s kraja. Pa kaj zato, če svet ni raven?
pač bo, kar bo, in nekaj malega zraven. Zato ne psuj, ne jadikuj, sam sebi tuj. Se ne spodobi, temo izruj. Bodi. Hvala, ker ste.